Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gostja v današnji oddaji Aktualno je Tonja Lapanja Brenčič, ravnateljica glasbene šole Idrija, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dobrodošli, hvala. Gospa ravnateljica, povejte nam, kako bo potekal pouk letos? V letošnjem šolskem letu bo potekal pouk po B-planu, se pravi, vsi otroci bodo imeli reden pouk, prav tako vse skupine, orkestri, komorne igre, nauk o glasbi, tako kot je bilo po 18. maju. Kako bo z maskami? Od 6. leta je po novem, od konca prejšnjega tedna, obvezna uporaba mask tudi za 6-letnike, tako da na hodnikih bodo otroci pač morali nositi masko, v razredu pa bodo brez mask. Prav tako učitelji, če pa se seveda učitelj približa otroku, pač bo si nadel masko. Starši v šoli po novem niso posebej dobrodošli. Ja, staršem ni dovoljen prihod v šolo, se pravi, starši morajo počakati na dvorišču, oziroma bo individualni dogovor, da pri teh otrocih, ki pridejo prvič v glasbeno šolo, da jim dovolimo, da starši vsaj prvi mesec pospremijo otroka pred učilnico oziroma skupinskemu pouku in ga potem zapustijo, da ne bo kakšnih čustvenih težav se pokazalo. Predpisali so vam 3-metrsko razdaljo med učiteljem in učencem. Kako bo to? To je pri individualnem pouku, pri trobilih, pihalih in pri petju. Zdaj, učilnice so dolge 3 metre, tako da če bi učitelj stal pri oknu in učenec pri vratih, bi nekako to šlo. Bo razdalja sigurno med učencem pa učiteljem, vendar pač, ko bo potreba kaj pokazati, se bo pač učitelj približal učencu, si nadel masko, mu pokazal na svojem inštrumentu, ne na njegovem. Ne. In če je to klavir, pač se bo po končani lekciji klavir razkužilo, tako kot se je v mesecu maju. Kako bodo delovali orkestri v teh pogojih? Orkestri bodo delovali trenutno v manjših zasedbah, se pravi v sekcijskih zasedbah. V Cerknem bo pač je že tako manjša skupina do 12 otrok, v Idriji bomo pa razdelili na 2 skupine, pač v 2 časovna obdobja in bodo ravno tako dvorana je dosti velika, da bodo imeli dovolj razdalje teh 15, ki po skupini. Povejva še nekaj o vaši šoli. Matično šolo imate v Idriji na Gradu, Ja. podružnico v Cerknem, Ja. Črnem vrhu pa? Dislociran oddelek. Na dislociranem oddelku poučujemo kitaro, klavir in nauk o glasbi. V podružnici v Cerknem poučujemo skoraj vse inštrumente, kar vse inštrumente in isto v Idriji. Ja. V zadnjih letih ste imeli okoli 300 učencev vsako leto. Ja, 275 učencev imamo sistematiziranih, toliko učencev pač tudi imamo vpisanih, oziroma 278. Imamo pač še program predšolska vzgoja in glasbena pripravnica. Letos se pozna, da je bil malo manj zanimanja za ta 2 programa, tako da je ta program še zmeraj odprt tudi v mesecu septembru za tiste starše oziroma otroke, ki bi se želeli vpisati na ta program. Kje vidite vzroke, da je nekoliko manj zanimanja? Po moje je tukaj odzadaj malo strahu, kako bo potekalo celotno leto. Potem tudi premalo reklame je bilo izvedene strani nas, da bi lahko otroci sploh spoznali glasbeno šolo, tako da tukaj vidim jaz problem. Je pa to problem celotne Slovenije, ne samo pri nas. Ampak razpis ste podaljšali, tako da vrata so odprta. Tako, vrata so še zmeraj odprta. Kdor se želi vpisati v glasbeno šolo, je dobrodošel. Sicer pa imate 5 komornih skupin večjih. Lansko leto smo imeli 5 komornih skupin. Letos bo kar nekaj več komornih skupin in smo tudi nekako ideje, so bile že na prvi konferenci, da ker ne moramo izvajati nastopov v takšni obliki, kot bi radi, javnih nastopov pa sploh ne, bomo naredili nastop komornih skupin kar po Idriji, se pravi, se bodo učenci postavili na različne lokacije in potem bodo krožile po ulicah in se izmenjavali tako malo poulično muziciranje, kot je bilo že v času renesanse in v srednjem veku. Zanimivo. Tako. Inovacija. Otroci so res veliko nastopali. Lansko leto dobil sem tukaj podatek, ki so imeli 134 nastopov, ne?
Ja, To je veliko. to je bilo prejšnjo šolsko leto. Zdaj lansko leto v prejšnjem šolskem letu smo izvedli nastope samo do meseca marca, potem so se naši nastopi zaključili. Smo pa dnevno objavljali posnetke na spletni strani, na Facebooku, kjer so se učenci snemali sami doma, so jih posneli starši in so to pridno pošiljali in smo to objavljali, ker druge pač oblike ni bilo možno podati na oder. Kako pa je z učiteljskim zborom? Imate okrog 30 učiteljev, profesorjev? 27 je učiteljev, ostalo je tehnično-administrativno osebje. Ja, v glavnem so vsi vozači, se vozijo drugje, tudi poučujejo na 2 šolah. Tako da letos bo po moje kar en velik izziv usklajevanje urnikov, ker se tudi zaradi same organizacije dela pouk v osnovni šoli podaljša in se posledično podaljša pričetek pouka pri nas. Tako da jim ne zavidam. Kakšna je bila izkušnja, ko ste morali v mesecu marcu preiti na pouk nadaljavo? Pri nekaterih inštrumentih je to šlo, pri nekaterih pa najbrž težje. Nobeden si ne želi pouka nadaljavo. Mogoče starši se jim zdi pač prijetno, da imajo otroka doma in se jim zdi to priročno. Samo zaradi samega zvoka, vsi ti programi Zoom, Viber, Skype, to so prirejeni za govor, niso prirejeni za zvok in te frekvence in to se sploh ne sliši v redu. Zamik je zvoka, slike, ritma in pokazalo se je, da je tudi naša internetno omrežje, pokritost na nekaterih delih zelo, zelo slaba. Tudi zaključnega koncerta na Grajskem dvorišču ni bilo? Ni bilo. Naša učiteljica violine bi mogla izvesti 10. obletnico godalnega orkestra. Sva se še pogovarjali, da bi preložili to na september. Ona si želi publike v velikem številu, ne do 50 ljudi. Spričevala ste nekako razdelili. Ja. Otroke je bilo treba oceniti konec koncev, ne? Otroke smo ocenili na podlagi dela do meseca marca in potem na podlagi njihovega dela od meseca marca do 24. junija. Zdaj pri nekaterih si je izpadel ta pouk nadaljavo tudi v pozitivnem smislu, ker ko ni bilo nobenih ostalih krožkov, je bilo poleg šola sprostitev inštrumenta prijetna, tako da nekateri so napredovali v tem času. To ne pomeni zdaj v tehničnem smislu, ampak v tem, da so več predelali, več muzicirali, v tem ljubiteljskem smislu. Tako da ocene po moje so bile na koncu realne, da je znal vsak učitelj oceniti učenca in dobiti neko sliko in oceniti. Podelitev je bila pa iz oči v oči, osebna. Letos začenjate drugi 5-letni mandat na mesto ravnateljice. S kakšnimi poudarki? Še zmeraj bom nadaljevala isto delo, kot sem ga nadaljevala v teh 5 letih. Moja želja je, da bi to gradbeno dovoljenje, ki ga imamo, dozorelo in bi se dobila sredstva, da bi dobili dodatnih 3 učilnice na šoli. Drugače pa z željo biti blizu otroka, delati za otroke in dišati po otrocih, da bi šola dišala po otrocih. To je moja želja. Želim vam, da bi se vam ta želja uresničila v dobro vašega kolektiva in vse skupnosti. Tonja Lapanja Brenčič, ravnateljica glasbene šole, hvala za obisk in pogovor v tem našem studiu. Predlagam pa, da si ob koncu oddaje pogledamo še posnetek nastopa vašega učenca, kitarista Gašparja Goloba Rupnika, ki nam je pred dnevi tukaj v studiu zaigral na kitaro. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.